sedanja, recimo, vodstvo, ne, ali pa recimo vodstvo, ki je recimo v zadnjih letih v bistvu bilo na Filmskem skladu, ne, so sigurno hoteli v bistvu dati tudi priložnost novim ljudem, ne. Ljudem, ki mogoče do zdaj niso dobivali, ne, rečemo, toliko projektov in tako naprej, ampak potem se v parih letih pač pokazali, da teh ljudi tudi ni ne vem koliko, ne, teh drugih, ne. In jasno, ne, če gledamo, kdo so pa zdaj letos dobili v bistvu denar, ne, na letošnjih razpisih so bili to, neka imena, ki so v bistvu dobivala tudi, v zadnjih letih, ne. Ampak jaz iz tega v bistvu zaključujem ne to, da je, vedno isti, ne, ampak da veliko drugih niti ni, ne. Pač jasno, od teh, ki so, tudi ne dobijo vsi zmeraj, ne, eni tudi pač po leta in leta ne dobijo, ampak če gledamo, recimo, zame so, recimo, relevantni, pa smiselno bi bilo sigurno, da bi enkrat letno dobili nek prvenc, ne, da bi dejansko se tudi načrtno en prvenc na leto financirali, ne, ker na nek način ne moš ti, drugače, če ni prvenca, potem, na konci ostaneš na istih režiserjih, ne. Tako kot recimo je pa, ne, pri Kresnikovi nagradi, ne, če gledamo, je tudi pač zdaj en prvenc tam v kandidaturi med 5, ne. To je recimo, se zame zmeraj ustrezen kriterij, da nova imena, ne, novi ljudje v bistvu ti lahko premikajo, ne. A je možno, jaz sem nekaj slišala, mogoče je to natolcevanje, ampak mi je zanimivo, pa bi rada preverila, da sklad, da se zgodi, da vzamejo scenarij, da ga celo odkupijo, namerno ga spravijo v predal, se odločijo, da sem kol film ne bo posnel. Zakaj? Sklad ni financer, oziroma sklad ne odkupuje scenarijev, ne. Lastnik scenarija ponavadi producent ali pa celo scenarist, ne. Tako da bi se to dogajalo, da bi v bistvu nekdo nekaj odkupil, pa potem dal predal, to v Sloveniji ni, mislim, neko pravilo, ne. Ali pa tudi, mislim, to še nisem slišal, da bi se dogajalo. Je pa to, ne, mislim, da si bomo pač tlele malo čistega vina nalili, ne. To je pa klasika v Ameriki, ne. Tam oni odkupujejo, mislim, če rečem na 1000, se mogoče malo pretiravam, ampak na 100 scenarijev, samo zaradi tega, da jih imajo, ne, da jih imajo v predalu, ne, in zdaj, a bojo pa do realizacije pa šli, to bomo pa videli, ne. To je recimo, to je klasičen koncept pač filmskega studija, ki vlaga, rečemo, na 100 milijonov v razvoj projektov, ne, ampak od tega razvoja mogoče se, en od 20 projektov, ki jih oni odkupijo razne pravice za razne romane, za članke, za to, za ono, za tretje scenarije, tam se registrira, jaz sem zadnjič računal, vsaki 10 minut en scenarij na oni internetni strani pač od tega združenja scenaristov, ne. In zdaj jasno, od teh 50 000 scenarijev, približno to letno, ne, jih mogoče odkupijo oni 10%, ne, pa mogoče 5%, ne, to pomeni še zmeraj tam par tisoč, ne. Realizirajo pa recimo te veliki studiji, mogoče vse skupaj preko 100-200 filmov, ne, kar pomeni, da veliko več oni imajo recimo raznih zgodb nalagajo, ne, kako bi rekel, kot pa v bistvu je samega izplena, ne. Ampak to je klasičen koncept, ne. V Sloveniji pa sklad ne deluje kot producent filmov, ne, kar pomeni, da bi oni odkupovali nekaj samo zaradi tega, da bi v bistvu imeli, to se ne dogaja, mislim, na koncu scenaristov ali pa producentov, to niti ni vse, oni ne rabijo to prodati.